V tem videu si bomo pogledali, kje in kako uporabljamo magnetizem. Verjetno vas zanima, ali magnetni vlaki zares obstajajo in kako delujejo v resničnem življenju. S tem ne mislim samo igrače, čeprav, če smo iskreni, igrača, ki lebdi na progi s pomočjo magnetizma, se sliši super. Ampak kaj, ko bi v ta vlak dejansko lahko šli in se z njim peljali? Torej, ja, takšni vlaki dejansko obstajajo in se v nekaterih državah uporabljajo kot vir transporta. Le da so ti vlaki s pomočjo elektromagnetov veliko hitrejši kot navadni. Imenujejo se vlaki maglov. Maglov je kombinacija dveh angleških besed, magnetičen in levitacija. Torej, maglov pomeni magnetično lebdenje. Kako pa dejansko delujejo? Delujejo s pomočjo tirnic, ki vsebujejo križno povezane kovinske toljave v obliki številke 8, ki tvorijo elektromagnete. Na samem vlaku pa so superprevodni elektromagneti. Za začetek gibanja se vlak počasi premika na gumijastih kolesih, kar omogoča, da se magneti pod vlakom povežejo s tirnicami. Takrat, ko vlak doseže zadostno hitrost, je magnetna sila dovolj močna, da se lahko vlak dvigne nad tlemi. Torej, naš vlak končno začne lebdeti. S tem se odpravi zaviranje oziroma sila trenja in vlak lahko doseže zelo velike hitrosti. Magnetne sile pa pomagajo vlaku, da se začne premikati po sredini tirnice naprej. Če ste se kdaj že igrali z magneti, potem veste, kako se nasprotna polja privlačijo. To pa je tudi, kako deluje elektromagnetizem v teh vlakih. Ti magneti privlačijo kovinske dele, tako kot navadni magneti. S pomočjo magnetnega polja, ki se ustvari, zato lahko te vlaki lebdijo nad tirom. Ko je vlak v zraku, se v toljave znotraj sten napaja moč, ki ustvari magnetna polja, ki vlak potiskajo vzdolž tirnice. Električni tok, ki pride do toljav, pa spreminja polarnost in ta sprememba povzroči, da magnetno polje potegne vlak naprej. Prav takšni vlaki pa naj bi kmalu dosegli tako visoke hitrosti, da bomo z njimi lahko potovali iz Rima v Pariz v samo 2 urah. Seveda pa se magnetizem ne uporablja samo za maglo vlake, ampak tudi za druge stvari, ki jih večkrat uporabljamo ali pa smo za njih že večkrat slišali. Kot so na primer kreditne kartice, elektromagnetni žerjav, magnetna šahovnica, magnetna ključavnica, zvonec, kompas, pri katerem ena izmed konic kaže proti severu in ena proti jugu, zato ker nanj deluje Zemlja kot velik magnet, ki ustvari magnetno polje okoli. Potem pa je tukaj še preprosti magnet za hladilnik, ki je lahko različnih oblik in barv, magnetično držalo za nož, magnetni trak, magnet, ki se nahaja na vratih hladilnika, da so ta lahko tesno zaprta, električni ventilator, električni vrtalnik, električni mikserji, zvočnik, pomivalni stroj, vakuumski sesalnik, trdi disk pri računalniku. Tudi vaši mobilniki imajo majhen elektromagnet, tako kot vse naprave zvočniki. Še in še bi lahko naštevali, saj praktično skoraj vse naprave v večji ali manjši meri uporabljajo magnetizem. Pa si poglejmo, kako dejansko delujejo nekatere naprave. Za primer vzemimo zvočnik v našem telefonu, ki deluje tako, da elektromagnet pretvarja električni tok v zvok, ki ga lahko slišimo zaradi vibriranja membrane. Tok v elektromagnetu nadzoruje vibracije, ki omogočajo, da lahko skozi telefon poslušamo vse svoje najljubše pesmi. Poznamo tudi detektor kovin, ki deluje tako, da pošlje baterija na vrhnjem delu detektorja kovin električni naboj. Krožni del, ki je ovit z 2 paroma žic, se ob tem naelektri in ustvari elektromagnetno polje vse okoli.
Ker pa ima krožni del dve žici, je zgornja žica povezana z zvočnikom. In takrat, ko gremo z detektorjem čez kovinski del, gre magnetno polje skozi. Magnetno polje pa ustvari električno polje znotraj kovinskega objekta. To električno polje nato ustvari novo magnetno polje okoli objekta. Magnetno polje gre nato skozi del z žicami. To polje tako omogoča elektriki, da potuje proti zvočniku, ki nas nato s tem zvokom obvesti, da smo našli kovino. Pa si poglejmo še en primer uporabe elektromagnetizma. Miniaturni elektromagnet znotraj glave za branje in pisanje, ki spominja na roko in iglo predvajalnika, magnetizira posamezne sektorje magnetnega diska in podatke zapiše v binarno kodo, da jo lahko shrani. Če želimo ustvariti binarno kodo, glava za branje in pisanje s pomočjo elektromagneta spremeni smer. Na ta način pa deluje trdi disk, ki uporablja magnetizem za informacije napisane na njem. Elektromagneti pa se nahajajo tudi znotraj pralnih strojev, in sicer kot elektromagnetni ventili, ki izklopijo ali vklopijo vodo. Tudi mikrovalovne pečice, indukcijske kuhalne plošče in druge naprave uporabljajo tako kot pralni stroj elektromagnete. Poleg tega pa se elektromagnete uporablja za preprečevanje kraje. Kako? Za ustvarjanje sistema se uporabljajo prav tako elektromagneti. Ta sistem ima dva dela. Strojno opremo, postavljeno na izhodu iz trgovine, in drugi del na trgovskem blagu. V trgovinah, ki uporabljajo elektromagnetni sistem, se na blagu nahaja oznaka, ki ima majhen kovinski kos. Ta kos omogoča, da magnetna sila potuje skozi oznako, na primer na hlačah. Na izhodu trgovine pa sta oddajnik in sprejemnik optičnega bralnika. Oddajnik pošilja elektromagnetno polje do sprejemnika, ta pa preračuna, katere predmete nosite iz trgovine. Sprejemnik išče aktivacijsko oznako na blagu in če jo zazna, se sproži alarm. Zato nam ponavadi oznake deaktivira prodajalec z močnim magnetom, takoj potem, ko plačamo za blago. Ta deaktivacija pa povzroči, da je oznaka nevidna za zaznavne senzorje na izhodnih vratih trgovine in je tako senzorji ne zaznajo. Če pa želite oditi iz trgovine z izdelkom, ki ima aktivirano oznako, pa bo sprejemnik na izhodu trgovine zaznal prekinitev, ki je oznaka povzročil v magnetnem polju in sprožil alarm. Torej, s pomočjo magnetizma, kot smo lahko videli, lahko zaznavamo kovinske predmete, zavarujemo blago pred krajo. Poslušamo glasbo na svojem telefonu. Seveda pa to niso edine aplikacije magnetizma. Obstaja še mnogo drugih naprav, ki delujejo z njegovo pomočjo.